spoštovani kolegi, sodelavci, seveda pa tako zelo iskan med mladimi, pa tudi med nami. Mi smo kar dolgo čakali na vas, a veste, in vem tudi za druge šole, kako zelo čakajo. Se mogoče malo povadila, sem rekla, prvi smo dobili. Torej, res smo veseli, da ste nas obiskali in da boste z našimi dijaki delili tisto, kar jih zanima. Vaša besedila so zanimiva. Tudi jaz sem mogla pred kratkim po naročilu hčerke eno prebrati in mož tudi, tako da vem, o čem pišete. In lepo vas, torej želim vam danes en prijetni dan, seveda našim kolegicam slavistkam pa hvala lepa. Predvsem sta to Nataša in pa Lidija, da sta gospoda pripeljale in izvolite, hvala našim spodbudnim dijakom, ki bojo to vodili in izvolite, beseda je vaša. Hvala. Lep pozdrav še z moje strani, gospod Goran, na začetek par osebnih vprašanj. Kako bi se vi sami predstavili? Povejte, ki je v svojem otroštvu in morda v svoji prvi ljubezni. Lep pozdrav vsem. Poleg tega, kar je bilo že omenjen, da sem pisatelj, kolumnist in režiser, lahko dodam samo to, da sem odraščal na Fužinah. Tam sem preživel 22 let, kar tudi verjetno vsi veste, ni nekaj skrivnost. Moja prva ljubezen je košarka. Tako da sem jo sicer, ja, paralelno nekako s puncami je prišla v življenje, sam nekako je trajal, preden so se punce odzvale, košarka se pa takoj. Tako da v glavnem, večji del otroštva sem igral košarko in me te stvari, s katerimi se ukvarjam danes, niso posebej zanimale. Seveda sem imel rad filme, tudi knjige, pa pisanje, ampak to je bilo daleč za športno. To se je potem nekje začel spreminjati konec srednje šole, ko sem jaz ugotovil, da iz te moje košarkarske karijere ne bo nič, oziroma še malo. Prej sem ugotovil, da ustrajaš, ki je fajn. In sem potem šel na študij filmske režije, tako da sem zdaj diplomirani filmski in televizijski režiser, delam pa vse živo. Trenutno zelo malo tega, zakaj sem se šolal, pa veliko več kakšnih drugih stvari. Rada bi vas še vprašala, ste kdaj hoteli jokati svoje starše zaradi svojih napak? Prav zaradi mojih napak jokali, drzno bi si reči, da ne, čeprav mogoče na skrivaj pa so. Jaz sem bil, mislim, da sem bil kar priden sin, tako. Niso imeli nekaj, mislim, vsake toliko sta mogla na kakšen roditeljski sestanek, sprav v osnovni šoli. Potem sta zašla, tudi v srednji šoli sta mogla ene dvakrat. Ko so pa moja mamo, ki je v športu, pa telovadbi, ne vem nič, poslali k profesorju za telovadbo, da so tam težave, bi rekla, jaz več ne grem. V glavnem, jaz bi rekel, da zelo veliko nista imela razloga, tako, teste klasične, včasih sta mogla kakšne neopravičene ure opravičevati to, kar vsi starši počnejo. Tako da mislim, da sem ima kar prizanesel. Mogoče bi njuna zgodba bila drugačna. Kaj menite o današnjem odnosu med Slovenci in južnjaki oziroma priseljenci? Jaz mislim, da danes ni niti toliko več debate o odnosu Slovencev do južnjakov, ker so zdaj južnjaki prihajajo bolj z juga. Trenutno imamo pač povadični odnos do beguncev, do muslimanov, do nekih, recimo, ne vem, čefurjev kot takih, nekaj zelo močnega odnosa, negativnega niti ni, mislim, v smislu, kakšen je mogoče bil v mojem otroštvu. Pa ne zato, ker bi se mi plazno izboljšal odnos do njih, ali pa bi si ljudje veliko bolj mislili o njih, ampak enostavno zato, ker so te, ki prihajajo, veliko bolj drugačni. Medtem, ko trenutno pri južnjakih govorimo že tretji, tudi četrti generaciji, skratka, to so že otroci staršev, ki so se rodili v Sloveniji, recimo.
so se pa že zelo dolgo nazaj preselili v Slovenijo in so v bistvu popolnoma integrirani in se lahko v bistvu vsak odloča, a bo čefur ali bo, mislim, ni razloga. Če bi hotel biti Slovenij, bi vsak čefur lahko bil, vsak ga bi prepričal, da je, mislim. Medtem kot ti, ki zdaj prihajajo, oziroma niti ne prihajajo, da grejo samo mimo, se pa zdijo nam zelo drugačni. Čeprav tudi oni so nam zelo podobni, ampak so seveda prihajajo z nekaj kulture, ki nam je povsem tuja, govorijo pa je tuj jezik, prihajajo z neko zelo traumatično izkušnjo, zaradi tega so drugačni in teh se v bistvu bojimo in se ta nestrpnost zdaj preselila v bistvu v to smer. Tisti odnos je zdaj tak, ki je problematičen. In se mi zdi zelo podoben temu, kar je bilo v 90-ih, ko so prihajali begunci iz Bosne, pa so sploh na Fužinah tudi dosti napetosti, socialnih stisk, tudi teh nacionalizmov raznih, da se to zdaj nekako spet ponavlja, ampak v nekem drugem kontekstu. Medtem, ko tako, da vem, se mi zdi, da ta nek odnos čefuri Slovenci, ki ga tudi jaz v knjigi opisujem, se pa nekako vsem malo umiril, ampak to spet lahko da pa živite. Ampak jaz mislim, da so mogoče to vi boljš veste, ker ste zdaj v srednji šoli, kjer se to veliko bolj kaže kot v nekem svetu, v katerem jaz živim. Tako da mogoče bi vi mogli meni povedati, kako je, pa bi jaz bolj povedal, kako je bilo, pa bi prej videli. To je pravim, tako se mi pa zdi. Ali lahko s svojimi besedami razložite tipičen bošnjaški izraz sevda, ki se ga je zelo težko razloži? Sevdah je stanje, kjer se pomešata v bistvu bolečina in nek posebno užitek v obujanju te bolečine. To je, meni se zdi, da v bistvu zelo lepo piše Sevdalinka, pesem, mislim, zakaj pojemo in Sevdalinka to piše Damir Imamović, ki je eden najboljših izvajalcev Sevdalink, ki pravi, da je to homeopatsko zdravljenje žalosti žalostjo. Da v bistvu ubudiš v sebi žalost, jo začutiš in potem ti je boljši. Se vem, da tukaj ne bi smeli govoriti o homeopatiji, ker smo na zdravstveni šoli. Te alternativne metode zdravljenja mislim, da ne sprejemajo zelo z naklonjenost, ampak jaz bi rekel, da sevdah je to stanje, ko v bistvu nekako greš vase in poiščeš tisto, kar te boli in potem to čutiš in čutiš tudi, da si živ. Mislim, da to je nekaj, kar v bistvu jaz moram reči, da v tem uživam. Mislim, ko se pomeša nek občutek zadovoljstva, bolečine, otožnosti, sreče, to je, padeš v nek tak posebno melankolijo, ki ni melankolija, nekaj več kot to. Ne vem, če se zdaj razložil. In pa Davorin Popović, nažalost, pokojni pevc Indeksov, kako znana ta skupina, učiteljcem bolj kot dijakom. Tako da, drugače pa to pesem, ki mislim, zdaj ta verzija pesmi, ne vem, če ni bila zelo za film posebej narejena, pa ne vem, ali tudi že prej, eno takih zelo žalostnih pesmi.
kot so ponovadi žalostne vse sedalinke. Če noben ne umre v pesmi, je že čudno. In to v bistvu, mislim, zanimivo je pač, da to dosti govori recimo v Sloveniji, da pač določen del Slovenije ima ta vpliv. Tudi v Prekmurju so te zelo žalostne pesmi, v Dolenskem tudi Kršče Zagorsk, ki je pa po tem okolici, so zelo žalostne, pa imamo pa te drugo vpliv je pa teh alpskih poskočnic, avseniki, ki pa pojejo zelo veselih stvari. In tudi veseli ritmi. In to nekako ne gre skupaj. Oboje je fajn, oboje je super, ampak težko pa, da se to... In to je ta v bistvu dvojnost Slovenije. V bistvu z ene strani ta prihaja žalost in z druge ta veselje, ki pač bi rad ljudi poživil na en drug način, ki bi jih rad osvečil z veselo melodijo. Tu bi jih rad osvečeval z žalostjo, da se boljš počutil tam, pa dajmo biti veseli. To sta ta dve kulturi, se nista edini. To se mi zdi, da je tako ena od teh dvojnosti, v katerih živimo. Vas lahko še vprašam, kaj je za vas domovina in ali imate tudi vi dve domovine? Jaz nimam dveh domovin. Bi jih imel več, če bi jih začel naštevati. Ampak jaz mislim, da domovina pojem, ki si ga potem... Na začetku je bilo problematično, da se jaz mogel odločiti, ko sem rekel, da se je tvoja domovina Slovenija ali Bosna. Pa sem rekel, ni tako enostavno. Prvič, ne more biti samo Slovenija, ne more biti samo Bosna, ne more biti država, pa domovina ne more biti nikoli eno in isto. Mislim, zelo težko jaz zamerim svojo domovino tako z mejami, tako kot se država zamerim. Zato, ker pač vsakmo od nas, pa si to hočemo priznati, ali ne, določeni kraji tudi zunaj te domovine povedajo veliko več kot določeni kraji znotraj. Mislim, tako da domovina je tudi jezik, pa tudi jezik gre čez meje. Tudi če rečem, slovenska kultura tudi ni zamejena, gre pač sega v Italijo, sega v Avstrijo, sega na Madžarsko. Tudi to ni. Domovina je nekaj, kar je veliko širšega in pač kot je red država Slovenija. Pri meni moja domovina je bolj v smislu neke kulture, tisto, kar meni nekaj v življenju predstavlja. Kraji, ki mi nekaj pomenijo, ljudje, ki mi nekaj pomenijo, kultura, jeziki, ki mi nekaj pomenijo. Tako da v bistvu je to en tak, bom rekel, čustven prostor. Da ne moram se vezati na neke, ne vem, geografske pojme. Ampak so pa neki kraji, neke pesmi, nekaj, kar je pač del nečesa, čemu res lahko potem rečem domovina. Kateri od vaših poklicev vam je najbolj pri srcu in zakaj? To je težko reči, zato ker je odvisno od obdobja. Zato ker je odvisno, recimo, pisanje je tak zelo lep način, zelo lep poklic. Tak meren, pač imaš doma svoj računalnik, svoj mer, svoj tempo, razporejaš si svoj delovni čas, zelo svoboden si. Zelo težko je sicer preživeti s tem, ampak se da, tako. In je pač tak zelo lep, mislim, da se uskladi z družinskim življenjem, recimo, pa tako, s potovanji, z vsem. Hkrati je pa v bistvu to nek samotarski poklic. In v bistvu ti po nekem času tudi ga imaš malo zadost. In potem paše ta filmski poklic, ki je tak avanturističen, ki je lahko zelo zanimiv, ki je ogromno ljudi spoznaš, dobiš novih prijateljev veliko, nepredvidljiv, ki je v bistvu res tak adrenalinski. Tako da v bistvu tudi tistega se potem se jaz utrudiš, potem ti paše spet mir. In potem so pa vse drugo, kar jaz počnem, kar je pa spet fajn, ker je nekaj novega, drugačnega, ker pač ne ponavljaš tisto, kar si že delal, ampak se loteš nečesa čisto novega in je spet zaradi tega vznemirljivo. Tako da trenutno mi veliko najbolj odgovarja poklic pisatelja, ampak to so zdaj spet obdobja. A pa vi pišete samo v slovenščini? Ne, trenutno v bistvu ne, zato ker pišem kolumne za en hrvaški časopis in se trudim pisati v hrvaščini, čeprav ne znam. Torej zato ne, ker pač nekako moja materinščina ni hrvaščina, je pač srbo-hrvaščina. Ta jezik so pa potem razstavili na 4 dela in zdaj se trudim pisati v temu enemu delu. Tudi v šolal se nisem v tem jeziku in mi manjka malo pravopisnega znanja, zato moram imeti lektorja,
na srečo moja mama uskoči in potem lektorira moje tekste, mi vsake to reče, da je fajn, da je vedno manj napak, ampak da še vedno moram veliko delati. Ampak trenutno tiste kolumne, recimo, pišem eno napišem na teden v slovenščini in eno, recimo, temu v hrvaščini. No. Tako da drugače pa literaturo pa izrazito samo v slovenščini. Mail kakšen pa tudi v angleščini napišem. Kako pa doživljate sodobni kapitalizem? Kot nujno zlo. Ne vem, mislim, kar se tega tiče, kaj pa ima, to stvar, da si pač v nekih letih sprijazneš z nekim svetom, kot živiš, da v bistvu ne vidiš neke smiselne alternative, da se enostavno imaš tudi, ne vem, dosti prevratov, zmenjav družbenih sistemov. Moje meč, mislim, jaz sem iz družine, ki se izrazito tudi v prejšnjem sistemu imela zelo v redu. Moji starši, pa tudi v neko starši, ne da so bili neki komunisti, ampak so živeli neko relativno dobro življenje, če jih vprašate, je bilo super. Ne? Ampak meni je tudi zdaj super. Ne? In tudi mislim, da mojim staršem ni nič slabega, čeprav dostikrat pojavljalo, da je bilo prej boljše. Ampak to zato, ker so bili mladi. Zato, ker ni bilo vojne pred, mislim, vmes, ker ni bilo te traumatične izkušnje, ki jo je pač zamizimovala ta prihod novega časa. Ne. Tako da jaz pač vem, sodobni kapitalizem je pač kot vsak sistem, jaz tako razmišljam, da vsak sistem je v bistvu krut do nekoga, ne. Mislim, ima bolj krute in manj krute izvedbe. Ne. Se mi zdi, da tudi sodobni kapitalizem v določenih državah čisto tako funkcionira in nekako ljudje dosti v redu živijo. Med njimi bi rekel tudi Slovenija, ne bom rekel super, ampak dosti v redu, dosti ljudi živi nekako v redu. Če primerjamo svoj standard s dostimi kraji po svetu, ne, če potujete, boste videli, da kogarkoli jamramo, pa kogarkoli daleč vse od idealnega, ampak da nekako življenje ni tako slabo. Ne. Je pa seveda tako, da pač ta sodobni kapitalizem marsikje pa pač pomeni čisti peko. Prinaša ogromno lačnih oziroma ne rešuje teh problemov, ne, in povečuje prepad med revnimi in bogatimi in nasledja tudi svoje negativne posledice, proti katerim se probamo boriti. Ampak jaz mislim, da dokler nimamo jasne alternative, da zgolj ruši ta sistem zato, ker pač ni idealen, ne da bi vedeli, kako ustvariti nek boljši, se mi zdi, po mojih izkušnjah bolj slabo. Ne. Mislim, ker že prejšnji smo rušili, ampak takrat smo kao vedeli, kam gremo, ne. Pa tudi ni bilo, ni preteklo tako gladko, ne. Tudi je imel to zelo brutalne posledice. Pa marsikje verjetno mislila, da mogoče ni bilo vredno. Ne. Zdaj pa, da bi še rušil ta sistem, ne da bi sploh vedeli, kam gremo, to se mi zdi zelo. Mislim, jaz si pač truditi se odpravljati neke napake, ampak to pravim. Izhaja iz tega, da mogoče se je že toliko star, da sem neveličan, da si ne bi želel, da bi šel spet čez en družbeni prevrat, pa revolucije, pa tako.